Potem, ko je vlada družbi Gen Energija dala energetsko dovoljenje za graditev drugega bloka jedrske elektrarne Krško, je zdaj na potezi vlagatelj, ki se mora lotiti postopkov umeščanja v prostor in presoje vplivov na okolje. Po zagotovilih vlade bo v tem času izpeljana tudi širša javna obravnava oziroma soočenje mnenj glede projekta. Vrsta tehnologije in zmogljivost elektrarne pa sta opredeljeni že v energetskem dovoljenju, zato se postavlja vprašanje, ali smo pri tem več dobaviteljem vnaprej zaprli vrata. Tako aktualna kot prejšnja vlada sta se o jedrskem sodelovanju pogovarjali z Združenimi državami. Več Erna Strniša. Kljub temu, da gre po besedah vlade zgolj za prvi upravni korak v smer drugega bloka, je v energetskem dovoljenju že marsikaj odločeno. Denimo, kje natanko bo stal, opredeljene so parcele v občini Krško in da bo šlo za 1100 megavatno elektrarno. Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok pravi, da je bila to odločitev investitorja. Kar se tiče iskanja izvajalca, možnosti in podobno tehnologije, je to investitor, to je Gen Energija, ki je zavezan za javno naročanje. Prednostnih pravic tu ni bilo podeljenih. Da smo ponudbo preozko zamejili in s tem izločili kar nekaj potencialnih ponudnikov, pa je prepričan jedrski fizik Iztok Tiselj z inštituta Jožef Štefan. Recimo korejski tip reaktorja je malenkost prevelik, pa je zelo popularen in mislim, da je to jedrski reaktor, pri katerem najbolj kontroliramo stroške. Koreja je tista, ki se lahko pohvali, da dela reaktorje res po dogovorjeni ceni. Prav preprečevanje podražitev po začetku gradnje bo namreč ključnega pomena. In kakšna bo pravzaprav vrednost investicije? Tiselj ocenjuje. Recimo med 5 in 10 milijard evrov je okvirna številka. Jaz mislim, da je tukaj še najbolj odvisno od tega načina financiranja. Okoljevarstvenik Tomislav Tkalec ob tem opozarja. Pozabljamo še na stroške razgradnje obstoječe elektrarne. Sicer NEK in Gen Energija ocenjujejo na 500 milijonov, ampak če pogledamo druge države in dejstvo, da bojo stroški zgolj rasli, govorimo o milijardi, 2 milijardah možno. Pri tem pa sploh še nismo nič rekli o odlagališču za visoko radioaktivne odpadke. Poleg tega so gradnje novih reaktorjev marsikje v zahodnji Evropi v zadnjih letih doletele občutne podražitve, tudi za 2 in večkrat od prvotnih ocen. Ni pa to pravilo drugod po Evropi in svetu. Obnovljivi viri energije